Lep pozdrav vsem skupaj. Danes se nahajamo pri Dama in sicer pod okriljem Kulturno-medijskega centra Slovenije. Bo predstavitev knjige Servame, pisateljic oziroma pisateljske naveze BL Pride. Barbara in Lea sta tukaj z mano in upam, da bo prijetna ura. In v bistvu, če se najprej ostavimo ravno pri tem, verjetno je mogoče malo nenavadno, da tukaj sedimo 3, čeprav je pisalo, da bo predstavljena BL Pride. Kako je v bistvu s tem imenom? Ne? Zakaj sta tukaj 2? Zakaj eno ime in zakaj je v bistvu tako angleško zveneče? Kaj je torej za tem? Na to vprašanje odgovarja Lea. Zgodba se je začela v bistvu z Barbaro, pa z enim mailom nekaj let nazaj, po mojem že enih 6 so računali. Ona je meni takrat poslala eno e-pošto brez naslova, z eno Wordovo datoteko, z naslovom 365 Točno, ja. .doc, s pripisom preberi, če te bo. In jaz sem seveda brala, ne. Po nekaj straneh, po mojem nekje po 20, ko se je meni že delo to blazno znano, to sem jaz nekaj že slišala, prebrala, to od nekod je, sem jaz ugotovila, da je to v bistvu Barbarino delo. Tada ta stvar je bila v bistvu njena skrivnost. In takrat sem jaz potem brala, menda do enih 3-4 zjutraj, prebrala. In meni je bilo to tako blazno všeč, da enostavno je iz tega Mi poslala odgovor, ti si malo nora, ko je ugotovila, da pač sem to jaz. Ja. No in potem na eni kavi sva mi dve v bistvu prišle na idejo, da bi se to moralo dati ven, da je to predobro, da bi to ostalo v nekem računalniku skrito zavedno. Jaz sem se potem javila, ne da bi se zavedala, v kaj se spuščam, da bom to zadevo začela prevajati. In potem je bilo treba najti ime, ne. Barbara je učiteljica, ona je rekla, jaz ne vem, če bi izve, da sem to jaz. Če bi ravno Zdaj pa snemamo, ja. Ja, no, to je pa 6 let kasneje, ne. No in potem je iz tega nastala ime BL Pride, to je v bistvu Barbara Lea, najina priimka, Pristovnik Dežman. Pravzaprav ta priimek je zelo fino kliknil, ne. Ja. Ker konec koncev je to res en ponos, ne. In zato sva zdaj tukaj na kratko. Oziroma 3, ker si se potem tudi hitro vključila ti. Sem bila vključena, v bistvu, če tako rečem. Ja. Se pravi, nastavlja vse skupaj iz neke skrite mape, pravzaprav iz nekega hobija, bi temu rekli, in z spodbudo. No, zdaj, bralce največkrat zanima, ne? To so ena taka pogosta vprašanja, ki se pojavljajo, zakaj v bistvu sploh nekdo piše, ne? Kaj pa je tebe zdaj prijelo, da se pravi, nekega dne usede za računalnik, pa rečeš, zdaj bom pa jaz napisala zgodbo in potem to, kar traja, ne? Se pravi, kaj je tisto? Jaz ne vem, ljudje verjetno berejo iz različnih vzgibov, pa potem tudi pišejo iz različnih vzgibov, ne? Jaz pač pišem zato, ker ne vem, kaj bi počela, če ne bi, ne? Pa ne zato, ker bi mi bilo tako strašno dolg čas, ampak res je en način kanaliziranja svojih misli, svojih stvari, svojih potreb, kakorkoli že. Tako da jaz dejansko pišem za sebe, no? Zato, ker pač začutim, da neko zgodbo bi razvijala. Jaz si tudi nikoli ne naredim osnutka zgodbe, kot se bo zgodila in do koder bo prišla, ampak kvečjemu vem, kak se začne in kak se konča. Tisto vmes pa se dogaja zelo živo in držim se tega, da ne brišem. Ko je enkrat nekaj napisano, tudi če imam občutek, da sem se malo zafrknila, se poskusim nekako zmuzniti naprej, predelati zadeve in iz tistega dalje graditi. Ker konec koncev, če brišeš, potem lahko ves čas ostajaš na ena in istem. Tu se mi pa potem zdi, da daje neko dinamiko, pa konec koncev tudi izziv, ne? Zdaj, zakaj pišem? Ker pač pišem in v tem uživam. Ja, fino. V bistvu me tu še zanima, recimo, pišeš ti, ne? To smo zdaj razbrali iz tega odgovora, ampak vedve to verjetno tudi potem nekako diskutirata. Vpliva to na tvoje pisanje ali ne?
To smo se ravno zadnjič pogovarjali, ne? O tem, kaj vpliva, pa na kak način vpliva. Ker jaz vsake toliko v neki fazi nastanka knjige ugotovim, zdaj pa treba poslati Leji. Ponavadi je vprašanje vedno isto, ne? Vprašanje pa je, povej, če sem zgruzla, pa če se vleče. Povej, če se vleče. Ja, povej, če se vleče. Ker včasih nekatere stvari se pač dejansko zavlečejo, ne mislim toliko v dogajanju v knjigi, ampak bolj zaradi tega, ker jaz dalj časa pišem, ne vem, po 2 meseca sedijo na letalu, po 1 mesec sedita v lokalu. In potem se meni seveda zdi, da se stvar blazno vleče, čeprav je potem na koncu koncev nekaj strani, pa teh nekaj strani traja tudi mesec ali pa mesec pa pol. In takrat jaz dobim občutek, zdaj moram pa jaz povprašati za mnenje, takrat je na vrsti Lea, ki pa vedno, očitno taka dobričina, reče, ne, ti samo piši. Zdaj, kaj bi pa vplivalo na mene? Absolutno vpliva Kakva ostra kritika bi verjetno vplivala, ne? Neki taki tehten pomislek, ki bi ga potem jaz tudi ocenila kot potem bi popravljala do onemoglosti, če je bilo treba. Je pa res, da do zdaj nekih posebnih takih kratkih stikov vsebinskih nismo imeli. Ne? Se pravi, kaj pa je potem Lejina vloga poleg tega, da je ona tvoja, recimo, testni zajček? Lea komentira. Še mogoče kaj druga. Rekla si, da si prevajala. Ja. Se to še dogaja? To prevajanje je zdaj trenutno malo ustavljeno. Je pa še vedno želja, da se zadeve premaknejo naprej, takoj, ko se bojo stvari uredile do te mere. Mi sva rekli zdaj tudi, da bova to zadevo dali malo na stran. Pa ene stvari malo reorganizirale, ne? Ker je v bistvu zdaj dela z temi slovenskimi knjigami ogromno. Ne? Ja, zagotovo, ja. Se pravi, doslej je šlo koliko knjig? 9. Ne? Zdaj pa pač tisti, ki smo brali tako ali drugače. Pod prisilo ali ne. Pod prisilo ali ne in tisti, ki še bodo brali, bodo zagotovo ugotovili, da je v bistvu težko nekako strniti v en žanr to, kar se piše. Ne? Tu je ogromno enih elementov, ki se prepletajo. Kako bi vidve opredelile? Kaj pišeta, predvsem pa za koga pišeta? Meni gre žanrsko opredeljevanje strahotno na živce. Ker se mi zdi, kakor hitro lahko ti neko stvar daš v en kalup in nekaj zmanjka. Mogoče, če se lotiš zadeve z druge strani, pa rečeš, kar se dejansko pogosto dogaja, pa vem, da nekateri avtorji se lotijo zadeve iz čisto druge smeri, torej ne grejo najprej pisati tako kot jaz, pa potem pač bo, kaj bo, ampak stvari zelo temeljito premislijo in pretehtajo in premerijo vse mogoče parametre in ugotovijo, kdo bi to lahko bral, kaj ta bralec potrebuje, kaj si ta bralec želi. Jaz tega pač ne delam tako. In če se tega lotiš s tiste strani, potem res lahko rečeš, zdaj bom pa jaz napisal, ne vem, eno krasno zgodovinsko romanco, naprimer, ki so pri nas blazno brane. Jaz pa tega ne želim. Kdo so bralke oziroma bralci, ki bi to naj brali? Jaz si vsekakor predstavljam bolj žensko bralko kot moškega, čeprav se mi je naprimer zadnjič zgodilo, da pa tudi moški bralec seže, napiše sporočilo, pokomentira in zelo pozitivno se odzove na prebrano. Teda moram reči, da me je tukaj malo presenetilo, sva se spustila pol v neko debato okrog tega, kaj je zdaj, a so klišeji ali niso klišeji pričakovati, da to ženske berejo ali ne. Ampak jaz si imam v glavi nekako bolj žensko bralko. Zdaj, pa tudi nekatere koli ženske bralke. No. Ampak če zdaj posežem tukaj vmes, bi rekla, da je mogoče potem tudi razlika med tem, kako naprimer tvoje zgodbe dojemajo moški, oziroma en moški ali pa mogoče par moški. Pa dobro, dva. Dobro. In ženske, recimo na komentarje, ki jih dobivaš, ker si prisotna na socialnih omrežjih in tako dalje, prihajajo neki komentarji, neke, ne vem, kritike tudi. Bi rekla, da je razlika, da
ne vem, mogoče ženske to popolnoma drugače dojemajo kot moški ali... Ne, se mi zdi, da je čisto osebno. No? Sploh ne nekako, dobro, zdaj jaz sem imela stika dejansko z enim bralcem. Dobro, vem, da je še kdo drug bral, ne, moški, ampak tako konkretno, da pa je potem preko Facebooka kontaktiral avtorico Bill Pride, pa je bil res samo en. In tam nisem imela nobenega občutka, da bi bila neka razlika, ne, med njim in med bralkami. Je pa absolutna razlika od ene bralke oziroma od enega bralca do drugega. Ne. Zelo različne stvari jemljejo iz tega, kar je napisano, in to je v bistvu to, kar si jaz želim. Ne. Da niso stvari take, da jih vidiš samo po enem kanalu, ampak da je tudi toliko nekih podpomenov. Dejstvo je, da je treba natančno brati, ne. Se včasih tudi vrniti kam nazaj. Lahko prebereš, pa seveda tudi zelo na hitro. Pa tudi zelo na prvo žogo razumeš. Ampak jaz mislim, da če razumeš na prvo žogo, pa če si se odločil, da boš zdaj vzel na plažo knjigo, pa jo mazneš tam, da potem marsikaj zamudiš. No. Jaz vse upam. Ja, pri teh obsegih zagotovo, s tem bi se strinjala. Mogoče še samo na tem področju, koliko si že utrdila kožo s kritikami? Kako vprašanje. Je odvisno, ne. Moram reči, da me je zadnjič blazno zmotila ena kritika. Priznam, pa me ne vsaka, pa moram reči, da tudi, kaj dosti se niti ne ukvarjam s tem, da bi prebirala kritike, da bi brala, kaj ljudje mislijo. Mi je potem najbolj vredno to, da če ima kdo kaj povedati, da res potem osebno BL Pride napiše, pa je lahko to kaj dobrega, pa je lahko tudi kaj slabega. Ne? Je pač tak, da v tem današnjem času smo omejeni z 5 zvezdicami. Ne? Dajemo 5 zvezdic ali pa 1 zvezdico za vse. Si kupiš hlače, pa ti niso prav, ker si se vmes zredil, pa daš 1 zvezdico. Mislim, tak nekje. Ne? Prebereš knjigo, pa ti ni všeč konec, ker nista srečno živela do konca svojih dni. Aha, 1 zvezdica, ker tak pa že ne more biti. Ne? In zdaj, meni je pomembno to, odkot kritika prihaja. Zadnjič pa sem res prebrala eno kritiko, ki mi je tako rezonira še zdaj. Jaz vem, da se ljudje ukvarjamo z najrazličnejšimi stvarmi, pa prav je. In jaz podpiram to, da ne vem, ena srednja šolka ima knjižni blog. Res podpiram. Ampak kakorkoli obrneš, ta srednja šolka je še vedno v fazi, ko piše eseje za oceno, ko se ima še marsikaj za naučiti. Ko drugače bere, kar bere in bo čez 10 let točno to, čisto drugače prebrala. Mislim, da smo večinoma vsi šli skozi to fazo. Res je, in naprimer komentar, da so jo zmotile dolge povedi, to zdaj težko ponovim, ne? Zmotile so jo dolge povedi, ampak vse ne gre za to, da bi bilo kar brezvezno nakladanje, samo njo so motile. Ne? In potem v istem kompletu še verjamem, da bi se dalo marsikaj napraviti, ampak knjiga je dolga samo, ne vem, 136 strani. Pa konec je bil slab, ne? Konec je bil pa itak čisto slab. Zato, ker ni normalno, da človek ne bi drugače reagiral, kot pač so reagirali tiste knjižne osebe v knjigi, ker ona bi pač reagirala drugače in potem seveda bi tudi vsi mi identično morali reagirati. Take kritike, moram reči, očitno je, ne? Da mi malo stopijo nekam. Drugače pa razumem, da smo si zelo različni, da imamo različni okus. Jaz osebno nikoli ne morem napisati kritike knjige. Vsaj ne na ta način, da bi na koncu prilepila zraven 1, 2, 3, 4 pa 5 zvezdic. Ker to, da ni po mojem okusu, še ne pomeni, da je knjiga slaba. A pa ne vem, to se mi zdi tako zelo. Ali pa da jo bereš na slab dan, recimo. Tudi to je lahko vpliva, karkoli lahko. Ja, pa v slabem letu. V slabem letu. Prav. Zdaj se bomo mogoče malo počasi oddaljili od vaju dveh. Pred nami je, kot že prej napovedano, knjiga Monstrum. Raztrgale jo bomo malo kasneje sicer. Ampak gre bolj za to, da verjetno se tukaj ne bo ustavilo. Če nič drugega, na knjigi piše prva knjiga, torej se ne bo ustavilo. Prej smo rekli 9 knjig v slovenščini, nekaj v spletni obliki v angleščini. Ampak so umaknjene. Kompletno angleške stvari so umaknjene. Ja. Kakšna je napoved recimo za naprej?
so kakšne vizije, mislim, imata kakšne plane, želita postati bestsellerki čez 10 let, želita podpisovati knjige. Moj plan je od ene knjige do druge načeloma, ne? S tem, da smo se poznali ni tako dolgo nazaj pogovarjali, da nekih par stvari bo pa treba spremeniti, da bo nekih par stvari treba reorganizirati, od dela do tega, kam knjige grejo, komu grejo, ker enostavno gre ogromno energije in v bistvu naletiš na ogromno zaprtih vrat, kar posledično... In zaprtih umov. Verjetno, ne? Ampak zaprta vrata potem vedno vplivajo na razpoloženje, hočeš, nočeš. Ne? In se mi zdi v bistvu škoda nekako energijo v to vlagati, pa smo rekli, zakaj ne bi poskusili malo drugače. Ampak to je zdaj še zelo v povojih, tako da pustimo čas v čas. Se pravi, spremembe se obetajo, vsi jih pričakujemo, ampak ker smo že ravno zajadrale v te vode, ne? Se pravi, pač na neka vrata je treba trkati in tako dalje. Dobi človek občutek, da se pravzaprav prava vojna začne šele takrat, ko imaš knjigo fizično v roki in jo zdaj treba nekomu dati. Ne? Ja. Pač pa to ni samo vojna. To je... Obstaja, se pravi, neka pot od avtorja do knjižnih polic, do knjižnic, do knjigarn, v bistvu tudi do domov, do domačih polic. Kako to sploh izgleda? Kako se nekdo, ki se nekega dne odloči, da bo izdal knjigo, kako se tega pravzaprav loti? Jo, jaz mu želim veliko, obilico sreče pri tem. Ne? Mi smo se v bistvu lotili stvari zelo trmasto. Mi smo si po svoje neko svojo pot ustvarili, s tem, da res ni preprosto, kakorkoli že obrneš. Nekdo, ki mogoče stvar gleda z bolj rožnatimi očali, preče, 9 knjig so izdale v 2 leti pa pol, kako to šibajo, kako je to vse krasno, v resnici pač ni ravno rožnato. Dosti dela je, dosti truda in tako kot se reka, dosti zaprtih vrat. Se mi zdi, pri nas je fejst, se stvari odvijajo tako skupinsko. Mi smo mi bomo to delali, zdaj, če nisi naš, pa pač ne prideš zraven. Izvoli, znajdi se, veliko sreče. Ampak ni zato, se nas to ne bo ustavilo. Dobro, potem pa jaz mislim, da je čas za to, kar prisotni najbolj čakajo. In sicer tale čudovita knjiga, čisto nova, nedotaknjena. Skoraj. Monstrum. Servame je v bistvu prva, upam, da sem prav naglasila, pravzaprav me zdaj prišlo. Servame, ja. Okay. Je v bistvu prvi del, prva knjiga. Mogoče preseneti že sam izbor naslova. Doslej smo imeli recimo Nezaslišano, potem je bilo Brezmejno, pa smo imeli zgodbo o Margot in Ulfu in tako naprej. Se pravi, neke take, ne bom rekla normalne, ampak slovenske naslove, s katerimi človek nima težav, pač ga ne presenetijo. Tu pa je zdaj ena latinščina. Glede na to, da je nekdo na maturi izbral latinščino, lahko začne, jaz bom pa še mogoče kaj dodala. Res sva pač s Barbaro očitno zaznamovane. Za večno. Za večno z latinščino. Ker sva pač imela to srečo, da sva obiskovali gimnazijo s klasičnim programom in sva pač 4 leta gulila to latinščino in nešteto latinskih pregovorov. Pa skozi se v bistvu pojavlja nekako med nama, ta presneta latinščina. Čeprav je mrtev jezik, je pa v bistvu čisto na mestu, konec konca zato, ker je ta knjiga v bistvu sega v ene mitološke čase. Po drugi strani so pa tu tudi študentje, liki, ki to latinščino jo pa uporabljajo, tudi v vsakdanjem pogovoru. Se pravi, to je bil zdaj nek namig, dogaja se torej v nekem akademskem krogu. Tako, ja. Sicer to ne pomeni, da je zaradi tega tudi dolgočasno, ne? Jaz upam, da ne. Lepo prosim. Se pravi, na platnici piše prva knjiga. Ni neka višja matematika, da je očitno sledi še druga.
so kakšne napovedi še glede tega? Mislim, v bistvu, mogoče najprej začnimo s tem, je to nastalo spontano ali je bilo že prej določeno? Ok, prva knjiga, druga knjiga, ena se bo tu dogajala, ena se bo tam dogajala, tu bo to, tu bo ono? Ne. To je bilo čisto spontano, zaradi tega, ker jaz res, ko začnem, zelo težko neham. Izjema so pravljice, ki so namensko omejene na tistih 100 plus nekaj malega strani. In tisto so za mene vedno največji izzivi. Da res potem se vse strne v tistih 100 pa nekaj strani, čeprav bi bilo očitno veliko bolje, če bi jih bilo 500, ne, kot je povedala mlada ocenjevalka. Sicer pa ne, 500 strani in nekaj je v prvi knjigi. V štartu sem jaz res, ko sem začela pisati, bila sveto prepričana, da bo samo ena. To pa zato, ker se je prejšnja serija Brezmejno, ki je že tako bila sestavljena iz 4 delov, nekako sama od sebe potegnila še 2 knjigi naprej. In to se je res zgodilo čisto spontano, tu pa seveda tudi sem jaz kar hitro ugotovila, da vse skupaj ne bo šlo v eno knjigo, ker imam jaz pač preveč za povedati. No, meni so res pomembni detajli, občutki, podrobnosti, pa če je potrebno tudi, kje je kozarec stal ali pa kak je nekdo ven popil. Ne? In zato pač zgodbe, ki obsega toliko enega dogajanja, še nekega zgodovinskega, preblisko spominov, jaz nisem hotela stlačiti v eno 500 strani dolgo knjigo, ampak sem se odločila, da bom stlačila v eno 500 strani dolgo in eno mogoče, ne vem, 400. Zgodovinsko si omenjala, kaj lahko bralci pričakujejo? Dajmo jim malo, no? Ene spodbude, da posežejo po tej knjigi. Kaj lahko oni tukaj pričakujejo? Zdaj, jaz bi si želela bralca, ki bi ob branju knjige dosti uporabljal tudi splet. Zakaj? Zaradi tega, ker je tukaj en kup stvari, ki sem jih jaz dolgo brskala skupaj, kombinirala, so resnični kraji, so resnična izročila, resnične tradicije, ki se po celem svetu ponavljajo, prepletajo. So potem tudi ti nesrečni pregovori, naprimer, za katere sem slišala kasneje, da bi bilo mogoče fino, če bi bili spodaj v opombah. Jaz jih pa za nalašč nisem dala v opombe v slovenščini, ker se mi zdi, da je včasih fino, vsaj meni, jaz razumem, da različno berem, ampak fino je tudi malo raziskovati, malo brskati, čakaj malo, pa kaj je zdaj htela povedati, ne? Ker eni pač nismo bili v klasičnem programu gimnazije z latinščino. Tako je. Naprimer, ne? Pa naj vam bo, ne? Ne, mislim, meni je jasno, da pač teh latinskih pregovorov ne poznaš, seveda, da ne? Ampak se mi pa zdi, da ni konec sveta, če pač potem greš pa pobrskaš, konec koncev pa mislim, da jih je v prvi knjigi vsega skupaj kakih 5. Kaj več, verjetno ne. Več, ja. No? Ja. In v drugi knjigi se še en nov pojavi. Ampak tudi sicer sama zgodba, tu so liki iz teh starih slovanskih mitologij, naprimer, ki so res zanimivi in jaz res spoštujem to, da gre nekdo potem pobrskati, odkot vse to, pa mogoče primerjati, kaj sem zdaj spremenila, kaj sem jaz prilagodila po svoje, ker meni je bil to izziv. Zdaj, kaj lahko pričakujejo bralci, razen tega googlanja in brskanja, če bodo dovolj radovedni, ne? Pri meni vedno lahko pričakuješ ljubezenski trikotnik. Lahko ga in to takega, da je ena ženska in 2 moška. Verjetno sem pač tako strašno sebična. Ali pa imam pač tako rada življenje. Ampak to je tudi tukaj prisotno. Tisti, ki jim je to všeč, bodo verjetno uživali, tisti, ki jih to moti, malo manj. Po mojem pa vseeno knjiga prinaša še veliko nekih drugih resnic, ki se potem kasneje v drugem delu izkažejo kot take, ki jih lahko mi vsi prepoznamo kot resnične in kot uporabne, mogoče celo kdaj, kaj pa vem. Ampak to bolj v drugem delu. Teda tisti, ki so se pregrizli do konca prvega in ki mogoče celo čakajo, da bo drugi del izšel, jaz upam, da ne bo razočarani, no? Se pravi, poleg tega, pa nekaj je že bilo omenjeno, ne? Se pravi, neka mitologija pa to, poleg googlanja in ljubezenskega trikotnika, torej tudi nekaj nadnaravnega.
Tudi to bi mogoče lahko nekako sklepali, da je ena rdeča nit knjig pravzaprav. Ja, Vseh, ne? ja. Vseh se na nek način to pojavi. To je osebna preferenca ali... Osebno, tako je. Ja, meni se tudi zdi, da lahko v bistvu s pomočjo te neke fantazije, bolj kot mitologije, ne? Tu je zdaj mitologija v Brezmejno bila pa izključno, izključno ne, fantazija. Da lahko skozi to poveš v bistvu veliko več, kot bi lahko povedal, če bi se držal samo teh realnih sfer. Ne? Ker jaz dejansko vse, kar napišem, jemljem zelo metaforično. Ne? In to, da je nekdo, kaj jaz vem, poveljnik klana bojevnikov, Ali pa kroga, ali pa, tako, Ali pa reda. ali pa reda, ali pa reda. še vedno v sebi nosi eno drugo sporočilo. Torej, v vseh teh stvareh smo mi taki, kot smo in taki, kot bi radi bili in kot nočemo biti. In tako jaz pišem svoje knjige in jaz si želim, da bi jih tudi tako razumeli. Preden jo v bistvu odložim, ne, se skoraj moramo pa še spotakniti ob naslovnice, ki je tu mamljiva, vsaj za moj okus, no, kaj, en ščit, pa vse skupaj, se pravi, nekako že nakazuje na to, kaj se bo dogajalo, ne, da bo to zdaj očitno nekaj, ne vem, človek dobi občutek srednjeveškega, recimo. Koliko pa je, če se preselimo ob samo knjigo, koliko ti je recimo, oziroma vama je, tako moram reči, pomembno, kako je knjiga oblikovana, kakšen je tekst, kakšna je oblika teksta, recimo, kakšna je naslovnica, koliko pri tem komplicirata, koliko pri tem se usklajujeta in kako sploh recimo poteka. Je zelo pomembno, ne? Sploh, če se spomnimo začetkov in tistih prvih naslovnic. Ne, ampak to mora, oprosti, to mora. Veliko komplikacij, ne? Mi dve kot popolni začetnici, v bistvu vsega razvorda, ne? Absolutno. V zvezi z računalnikom sva se zelo tako pogumno lotile oblikovanja naslovnice najine prve knjige v Photoshopu, ki je sicer žalostno propadel, ne? Hvala Bogu. Ne? Drugače pa ja, to je zelo pomembno v bistvu, ne? To je prvi vtis, ne? Prvi vtis v bistvu dosti pove, ne? Jaz recimo se spomnim sebe, ko sem še hodila v knjižnico si knjige sposojati, jaz sem dostikrat knjige jemala po naslovnici. Po naslovnici, ne? Se pravi, če ali pa če me je kaj privlačilo, če mi je bil všeč naslov, ali karkoli. Ali pa če je bil dober odsek zadaj, na primer. Recimo. Ampak to je bilo šele kasneje, ne? Najprej je bil zunanji videz, ne? Pa mogoče, če je bilo kako fino ime, ne? To je zelo pomembno, ne vem, saj itak si v bistvu najprej odreagiramo na tisti prvi vtis, ne? Ja, jaz se tudi strinjam, kar se tega tiče in v bistvu ne razumem, če se mogoče malo dotaknem tega zdaj izven konteksta, ne razumem, kako pravzaprav izidejo knjige, kjer so naslovnice resnično pač. Zdaj je dosti takih, mislim sploh, zdaj bom rekla žanr, ker pač ne moram drugače reči, ne. En take knjige, ki se ukvarjajo z nekimi ljubezenskimi zadevami, imajo zdaj en poseben stil naslovnic, ne. Mi dve pač sva že takrat v štartu rekli, da razgaljeni torsi pač ne bodo. Da vendarle bova mi dve nekaj posebnega, ne. Vročekrvni bojevnik. Naprimer, lepo radiatorčki in potem je to, kar samo vabi. Se tudi gasilec je lahko, ne, recimo. Pa se nič narobe. Pa nič narobe. Ampak pri nas je res, v bistvu tudi, mislim, da tudi naslovnice so bolj metaforične, konkretno iz dela se poišče motiv, nekaj, kar je najbolj posebnega, najmočnejšega, najbolj zgovornega. V tem primeru je to pač v usnje vezan dnevnik, ki se vedno znova ponavlja in vrača. Te ploščice, ki se potem tudi pri poglavjih pojavijo, so pa tudi v bistvu zelo zgovorno spominjajo, nekako
na zapor, na nekaj težkega. Ne? In konec koncev tu je nekdo v zaporu. Ne dobesedno, ampak na drugačen način. Ja? Ja. Kaj pomeni beseda monstrum? Monstrum je pošast. Servame, pa moram reči, da mi je bila tudi ta ideja blazno ljuba, ker se mi zdi, da v slovenščini ima vsaj meni osebno, me spomni na nekaj drugega. In se mi zdi, da marsikdo razume ta naslov kot služi mi. Ne? Ampak servame ne pomeni služi mi, ampak pomeni reši me. Ne? In je delček latinskega pregovora, hvala, klasični oddelek, delček latinskega pregovora, drugi del bo pa nosil naslov, v katerem bo drugi del tega naslova, mislim tega pregovora. Se pravi pošast. Tu se pač moramo zdaj seveda malo ustaviti, ne, ker v primerjavi z ostalimi knjigami, pri katerih smo pač skupaj sodelovali, ne, tu je bilo pa res zabavno. Ne. Mislim, zdaj mi je postalo rahlo strah, se bom dala v defenzivni položaj, ker Andreja je namreč zelo zahtevna lektorica in bralka. Tako da, izvolim. Ne, sej ni bilo, ampak to, kar se je ob knjigi dogajalo, ne, to je bilo pa tokrat res, da smo bili že vsi prav prestrašeni zraven. Ne? Recimo, ne vem, z moje strani, naprimer kot lektorica, lahko rečem, da je to prva knjiga, ki se prvo se lektoriranje resnično zavleklo iz nekih višjih razlogov ali zaradi neke višje sile. Drugo kot drugo pa je bilo to eno najtemeljitejših lektoriranj in ko sem jaz v bistvu, ko je mene pričakalo sporočilo, tako prebrala sem, da je besno. Kaj smo mi gledali in kako je možno, da je ona, mislim, da je Barbara šla še zdaj skozi in je našla še 50 napak, ne, pač meni na oči padel mrak, ne, in sem tudi jaz že skoraj rekla serva mene. Se pravi, že tu, ne, nek pregled, ki je bil, meni se je zdelo, da to pa je res bilo opasno tokrat, ampak ne, očitno so se tu napake pojavljale kar od nekod, ker smo dejansko 100-krat pregledovali in 100-krat je nekaj bilo. Ja, tu je res šlo na robe. Marsikaj. Marsikaj. Ne, smo že imeli tudi epizodo, ko so bile knjige natisnjene, pa je bila na naslovnici oziroma tu na hrbtu napačna črka. Tudi to se je zgodilo, pa se je dalo nekako lažje, oziroma takrat je bila pač panika v tistem hipu, pa smo stvari rešili. Tu pa je kar trajalo in trajalo pa in kar trajalo je malo in trajalo. Mislim pa stvari, ki smo jih popravili, pa so se kar spet pojavljale. Ja, naprimer, ne? In predvsem tisto, da je bilo po postavitvi, kar je za vse tiste, ki se ukvarjamo s knjigami, vemo, da je po postavitvi, ko je postavitev napravljena, takrat mi začnemo, takrat si že mi vsi oddahnemo, tiskar opravi svoje in to je to. Pri nas pa se je, ko je bila postavitev napravljena, šele začelo pravo pošastno dogajanje. Ne? Od tega, da je program spremenil font, kar je v knjigi, kjer morajo nekatere stvari res biti ležeče natisnjene, ker so ali spomini, ali so sporočila, ne more biti kar vse pomešano, do tega, da je bila tudi ena vsebinska napaka taka, da sem jaz skočila po mojem res do stropa in pošiljala besna sporočila v vse smeri, tudi tja, kjer si jih ni nihče zaslužil. Skratka, ja, je trajalo. In na koncu, ko je Andreja dobila knjigo končno, je rekla, si ne upam z njo se peljati v avtu, ker se mi bo še kaj zgodilo. Recimo, kljub pregledu je bila, manjkala številka poglavja ali nekako, preskočili smo. Take resnično nemogoče očitne napake, ki so se pač vzele kar od nekod. Ne. Ja, tako da izdajanje knjige tudi je svojevrstni izziv, ne? Je, ja, res. Dobro, v bistvu smo skoraj pri koncu. Ne? Nekaj smo že rekli o drugem delu, nekaj smo že rekli o drugem delu. Evo, že zatika se mi, mislim pa v roko se mi. Pomisli na to, kad bo začela lektorirati čez vikend, pa se ji začenja zatikati. Že gre vse narobe. Mogoče namig, kdaj lahko pričakujemo, če bo kaj bolj
se pravi, če lahko kaj šokira bralce, naprimer, če morajo biti pripravljeni na kaj. Ali... Če lahko kaj šokira. Jaz ne vem, kaj je zdaj odvisno, kaj človek Mislim, pričakuje. da si ti dobila en namig za danes, ne, o nekih šokih za bralce, pa si ga hladno spregledala ali zavrnila. Ja. Jaz upam, da bo bralca kaj šokiralo. Ne? Ja. Meni je všeč, jaz sem tudi rada, kdaj šokirana, sploh ko ne grem za mojo kožo. Ne? Upam, da bo dovolj nekih dogodkov, ki bodo v bralcu vzbudili različne preference. Ne? Ker glede na to, da gre za ljubezenski trikotnik, po moji mali analizi, ki sem jo opravila po prvem delu, ugotavljam, da smo nekje na pol-pol. Tako da upam, da bo to, da se bomo lahko v tem delu malo poigrali še s tem. No? Ker ponavadi si pač v ljubezenskih trikotnikih vsak izbere svojega. Ne? Mislim, No, tudi Lea si je izbrala svojega brezmejno, pa potem pogledajo, 6 let pa Poglej me zdaj. Ja, to. ne? Tako da pač mogoče spet kdo ne bo srečen s koncem, nezadovoljen s koncem. Ja. Mogoče, se pravi, pričakujemo ti oziroma vidve. Kot avtorici lahko pričakujete spet kakšne čudne kritike mogoče, ne? Vsakemu pač ne moremo ustrešiti. No ja, samo jaz ne vidim smisla branja v tem, da mora biti vedno vse tak, kot sem si jaz po branju prvih 5, 6 poglavij zamislila. Ne? Če bom jaz dobila v roke knjigo, v kateri bo po 5 poglavjih jasno, da se ne vem, Marta in Martin ljubita in bosta potem po 20 poglavjih še vedno zaljubljena, še malo bolj kot prej, bom jaz čutila, da meni nekaj manjka, ampak to sem jaz. Ne? Jaz sem pač rada malo bolj zakomplicirane stvari, pa ne vedno črno-belo, pa neko stanje, ko res ne veš prav, še sam ne več, ali se z neko odločitvijo strinjaš, ali bi mogoče sam drugače napravil, ali ne bi. Stran bi se postavil. To je meni cilj in smisel teh knjig. Zdaj pa, tisti, ki radi take knjige berejo, so vabljeni, po mojem ne bodo razočarani. Tudi tisti, ki imajo radi dobro napisano knjigo, mislim, da ne bodo razočarani. Ker jaz se fejst potrudim pri tem, da stvar teče, da je beseda izbrana, da je vedno napisana prava beseda. Ne vem, da, kaj pa vem, nekdo, ki je jezen in mlad in pri močeh, ne bo oddrsal iz prostora, ne? Ampak da bo oddrsala ena stara ženica ali pa na smrt ranjen človek. In s tem se jaz ogromno ukvarjam med pisanjem. In s tem me ve potem še ogromno molite med lektoriranjem. Zato se pravi, tudi mislim, da tisti, ki rad prebere nekaj, kar je mogoče treba malo bolj počasi prebrati, pa se tudi kdaj vrniti na začetek povedi. Jaz priznam, da sama, ko berem za nazaj, vedno, kadar se lotim pisanja, grem in preberem en del tega, kar sem nazadnje napisala. Se mi večkrat zgodi, da grem popravljati, prepričana sem se nekaj zapisala, potem pa berem pa vidim, ne, vse sem prav mislila. Teda tudi bralec mogoče kdaj mora malo se potruditi skozi te dolge povedi, ne? Ki pa niso vedno dolge, včasih so pa čisto kratke, ne? Pa tudi lahko to koga zmoti. In ja, drugi del bo fajn. Jutri ga bomo končali, čez vikend pa že lektorirata. Pogledi so vse povedali. Ja, zdaj, zelo sem vesela. Dobro, jaz mislim, da smo tako za vabo dovolj nastavile. Upam, da v bistvu čim več bralcev knjigo vzame v roko in jo tudi prebere. Sedaj pa predajamo še besedo občinstvu, če mogoče še koga kaj zanima. Povedanih je bilo ogromno podatkov, ogromno enih stvari, ampak zagotovo še se komu kaj otrne, tako da če je kakšno vprašanje, kar pogumno. Mikrofon je vaš. Nič vprašanj? Nič vprašanj. Nič vprašanj? Ja. Aha, Jaz sem zanima, koliko sebe vidiš v glavnih finalih. Je treba še ponoviti vprašanje? Lahko ti ponoviš. Aha, torej vprašanje,
koliko se vidiš v svojih junakinjah. Mislim, da je bilo to. Jaz vidim, In junakinja. Glavni junaki. jaz vidim sebe v vseh, ki so tam na kakršenkoli način omenjeni. Ker nikoli nisem na strani enega ali pa na strani drugega, ker so vsi moji z vsemi svojimi napakami, jaz dejansko, ko jaz pišem eno knjigo, je velik del mojih možganov konstantno zaposlen z njimi in takrat jaz živim vedno v paralelnem svetu. Glede na to, da pa vedno pišem, to pomeni, da meni v glavi vedno delujeta dve zadevi, torej to, kar se v resnici dogaja in to, kaj se dogaja v moji knjigi. In jaz sem vse povsod, ne? Tudi v iztikanju oči in v takih stvareh. In rezanju nog. Naprimer, ne? Že samo zato, ker pač ene stvari je treba fejst preštudirati, ne vem, za zadnjo pravljico, naprimer, je bilo treba pošteno preštudirati, kako bi nekje v srednjem veku nekdo nekomu amputiral nogo. In jaz sem se takrat vmes zjokala, ne malokrat, ne, ob teh zgodbah in pričevanjih tam, ne vem, pa še iz ameriške vojne, naprimer, ne, Civil War, ampak je pač treba te neke stvari preštudirati, če hočeš potem, da veš, moraš vedeti, o čem pišeš, ne? Pa ni treba vsega tako plastično prikazati, Pa ne? upaš, da nekdo ne gleda zgodovine googlanja, recimo. Absolutno, ker če bi kdo šel pogledat moj računalnik, bi bil res močno zaskrbljen. Ja. Ampak so pa tudi, ne vem, jaz moža 100-krat sprašam, čakaj malo, kaj ti misliš, kaj bi bilo to v resnici? Kaj bi naredil? Ravno včeraj mi je nekaj tako zelo modro pomagal. Ne? Naprimer, ker ti imaš neko svojo predstavo o tem, kako bi se moral zgoditi, ne vem, Andreja pa ve, da v resnici sploh ne bilo tako. Ne? Tako da ja, v vseh sem. In če se vključim do vseh, je zelo zaščitniška, tako da previdno. Jaz sem že izkusila to, ni bilo ravno prijetno. Strva me. Še kaj? Če še kdo, če ne pa... Tam še nekaj. Glede na to, da gre velikrat za ljubezenske trikotnike, a že od začetka veš, kako bo končal, kjer je preferiran? Ne. No, Daleč od tega. v bistvu, če ponovimo, ne, se pravi vprašanje, če veš, kako se bo ta trikotnik na koncu razpletal, ne? Če mogoče že prej nekoga imaš v mislih, ker ti je mogoče bliže ali pa nekaj v tem smislu. Jaz, ampak jaz sem vedno enega rajši kot drugega. Ne? S tem, da to, da ga imam rajši jaz, še ne pomeni, da bi to v resničnem življenju se tudi tako zgodilo. Ne? In jaz pač tu poskušam nekako srednjo pot, ubrati je pa res, da večinoma vem, kako se bo stvar končala. Kar ne pomeni, da mi vmes dostikrat ni tudi zelo žal, da se bo stvar končala tako. Še vprašanje? Če pa ne, se pa v bistvu najlepše zahvaljujem za ta pogovor. In vam želim v bistvu ogromno navdiha še naprej. Hvala, tebi pa ogromno živcev v lektoriranju nove in potem še vseh ostalih. Hvala lepa.